The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Evo pa gremo, druga etapa je mem, spet dogajanje je bilo kar tam do 1,85, kle imam plonk cegelc, čistok, spet do 1,85 km do cilja ni bilo tako zanimiv, pol se je zgodil en padec in je bil Philipsen na tleh, Van Aert, Jorgensen, z vsemi izgleda, da je vse ok, ampak ja, pa v bistvu do teh krogov dveh, ki so jih delali do cilja, se ni prav veliko dogajalo. Zanimivo je, ki še Pogačar po bidon je Vingegaard edini, ki je sploh lahko zelo hiter prijel. Se mi zdi, da drugi so bili kar že v rdeči coni. In je ja, zanimivo, da je pol tudi v finalnem krogu tam Pogačar napadel. Kar sem jaz šel takoj nazaj vrteti, sem šel gledati, kje je Roglič, in je imel že v temu prvem, že se pravi, ko so šli prvič na ta vzpon odločilen, je bil že tam na eni 20-30 poziciji in sam rekel, upam, da bo šel v zadnji krog, da bo bolj v redu imel, ampak ja, je bil spet na slabi poziciji, tako da ja, ne vem, če je bilo to glih najboljš. Mislim, definitivno ni bilo dobro, ne. In pol na zadnji vzpon se je videl, je UAE začel diktirati tempo, je Yates pritisnil in sicer je Pogačar skočil na nekem tak modelu, ki mi, vsaj meni je bilo malo čuden, ampak zato, ker je bil ravninski in tam ga Vingegaard, tam sta ga po moje letela na unih 4-6%, 30+, in ja, ga je zelo simpel držal za veterju, tudi ni mu dajal nekih lepih menjav, tako da ne vem, kaj naj si mislim. Roglič in ekipa je takoj odpadel, se mi zdi, da so do vrh klanca so že kasirali cirka 30 sekund, tako da tukaj je bilo pa pol tudi na spustu, kako so se vozili, niso bili usklajeni, s tem, da je bilo kar nekaj ekip, ki so imeli v bistvu še pomagače zraven in Ben ni hotel niso hoteli složno delati, kar je zdaj tako vprašanje, je Roglič sploh edini kapetan v ekipi, ali so rekli, počakamo prvi teden, pa bomo videli, kako bo, se pravi, da nočijo. Ne vem, tako da sicer je, Vlasov je nekaj vlekel, Hindlija nismo videli v spredju, mogoče je tam po ravnini pol na koncu pred ciljem, ki je bil neki zadihan na desni strani, to je pa to, no. Tako da zgleda se že pokazali nekako, kdo se bo boril za prvi pa drug mest. Imamo spet Pogačarja pa Vingegaarda, kle ne me linčati, ampak če bi mogel zdaj staviti na koga, bi stavil na Vingegaarda. Kako se je pelil na spustu, koliko je tudi delal, se mi zdi, da je Pogačar dosti več delal kakor on. In če mu lahko sledi že zdaj, pol, ko pridemo v une odločilne etape v tretjem tednu, ne vem, jaz upam, da ne, ampak ja, če bi pa mogel zdaj staviti, bi pa rekel, da bo pač Jonas še tretjič dobil tur. Zdaj, kar se tiče drugega mesta, sem kle kar 100% prepričan, da bo Pogačar. Za tretji mest zna biti pa boj, ker amben od teh, kaj jaz mislim, da zna osvojiti po danes pokazanem. Mogoče edin Carapaz je bilo tako takrat, ko je Giro dobil, da ni imel slabega dneva, ampak vse ostalo pa mislim, da bojo vsi imeli nek slab dan, zdaj samo vprašanje, koliko slab bo ta dan. Tako da jaz upam, da se bo Roglič boril za tretji mest, Carapaz, Evenepoel, pol pa zdaj, če je še kakšen od teh pomagačev,
da se zna boriti, se pravi, predvsem Yates, sklepa, mogoče še kakšen drug, ampak ta bo po moje že zelo, zelo težka. No. Tako da te trije, se pravi Carapaz, Evenepoel in Roglič se bojo po moje borili za tretji mest. Zdaj, kar se tiče pa zmagovalca, spet Francoz zmagal, Kevin Vauquelin, upam, da sem to prav povedal. Tako da je zanimivo, da bojo po moje Francozi zmagali dirke v Italiji, pa ko bomo 3 tedne v Franciji, se pa zna zgoditi, da Bernal dobu, ampak ja, upamo, da bo tudi kakšen Francoz pol še v Franciji zmagal, da bojo imeli nekaj za slaviti. Zdaj pa, kar se tiče jutrišnje etape, ja, imam še kaj za danes zapovedati. Ja, mislim, po pokazanemu jaz mislim, da je ta najmočnejši Vingegaard, to pa čist sam zaradi tega, ker prihaja po toliko težki poškodbi, pa je še vedno se vidi, da je v super formi, tudi ko se je zraven, ko sta se vozila Pogačar pa Vingegaard, se je Pogačar dosti večji, ampak če gledamo, koliko manj kilma, Vingegaard saj vidno zgleda res palček zraven Pogačarja, pa vemo, da tudi Pogačar ni neka gorila. Tako da tukaj overall, ja, jaz upam, ne me narobe zastopati, upam, da Pogačar dobi, ampak ja, ne bi upal pa staviti zdaj na Pogačarja. Tako da to je to, jutri ravninska etapa, zdaj bojo šprinterji prišli do izraza, tako da če ne bo nekih orang padcev, zna biti kar dosti dolgočasna etapa, zaključi se v Torinu, tako da ne vem, če bi imel kaj dodatno zapovedati o jutrišnji etapi, tako da jutri po vsej verjetnosti, če ne bo nekega padca ali pa karkoli, niti ne bomo tega posneli. Pol imamo pa kle že, se pravi, torkovo etapo, tam bo pa cel hudič, ker so pa 3 vzponi, s tem, da je Galibier tudi, ta zadnji vzpon in kle je pa že koliko 23 km klanca, s tem, da je od 15 km do vrha, pri 15 km se začnejo se začne malo večja, se pravi, malo večji naklon in pol do vrha praktično pade samo za kakšnih par 100 metrov, ampak ja, je pa skozi od 6-7% pa pol 10+. Sicer sam klanc ima dobrih 5% povprečnega naklona, ampak to zaradi tega, ker do 15% ja, je kar dosti majhen naklon, pol se pa postavil. Tako da tukaj upam, da bo zanimiv, da se bojo pokazali, da bojo mogoče tudi kakšna druga ekipa kaj probala narediti, čeprav po prikazanem danes jaz ja, ne vidim, da bo kdo sploh lahko prišel zraven Vingegaarda pa Pogačarja, tako da, ampak ja, bo pa zanimiv. Tudi na spustu danes je Vingegaard dober pelil, tako da zdaj v torek je spust v cilj, tako da ja, zna biti zanimiv, mislim, bo zanimiv definitivno. To je pa to, kar sem imel, se pravi, zapovedati v turu. Zdaj dal še en plug za naše se pravi za kolesa, ki bomo zdaj začeli uvažati. Glih danes sem naročil prvo pošiljko, se pravi niš kolesa, jaz sem tega zadaj klele, sem ga glih prodal, tako da imam že novega naročenega. Če kdo hoče pridati sprobati, bomo imeli MS pa ekstra small zdaj za prvo pošiljko možnost testirati, zastonj so testi, tako da ja, lahko se zapela vsak, tam da ene dobrih 180 cm bomo imeli, pa od 160 cirka centimetrov vmes bomo imeli vse za testirati.
Ja, tako da to je to. Kako bo testiranje izgledalo, lahko pridete sem s kolesom, se vam sam zamena pedala gor, oziroma doda pedala in ja, se pripravite, mislim, greste od tukaj na vožnjo in je to. Tisti, ki bi pa hotel imeti kolo prav za domov, tam bojo pa pač plačljivi testi, tako da če se hočete pa sam kle zapeljati, da vidite, kako je kolo, ne vem, za 2-3 ure, pa komot pridete mem, je pa brezplačno. Tako da ja, to je to. Se vidimo, upam, da jutri nov pacev in da se ne bo tole snemal, tako da se vidimo v torek spet. Uživite. Čau.